Hvala lepa za vašo prisotnost. Kot smo napovedali, izjava je na temo mikrofona. Z nami je dr. Ana Mehar, državna sekretarka in predstojnik oddelka za revmatologijo na UKC Ljubljana, dr. Matija Tomšič. Uvod besedo dajem najprej za Ani Mehar. Dober dan, najlepša hvala, da ste prišli. Bomo poskusili še enkrat razložiti tale naš projekt urejanja neustreznih napotitev. Tako da jaz bi zdaj še enkrat imela en krajši uvod, potem bom pa profesor dr. Tomšiča prosila, da bo razložil, zakaj v resnici gre oziroma s katerim problemom se bomo ukvarjali. Torej, gremo še enkrat čez ta sporni 24. člen, kjer piše: če je pristojni razširjeni strokovni kolegi za določeno specialnost potrdil kriterij in merila za določanje ustrezne stopnje nujnosti za določene preglede, torej, do konca povem, oziroma indikacije za napotitev na pregled, zdravnik pa ob izvedbi pregleda ugotovi, da izdajatelj napotne listine teh kriterijev ni upošteval, se strošek pregleda zaračuna izvajalcu, ki je napotno listino izdal. Prejšnji teden smo se videli, smo vam povedali, da smo dali v splošni dogovor najširši člen, ki seveda zajema lahko vse specialnosti in načeloma tudi vse stopnje nujnosti. To vse smo dali pa z namenom, da začnemo urejati, kot smo se zadnjič pogovarjali, tretji vzrok dolgih čakalnih vrst, to pa so v bistvu eventualno tudi neustrezne napotitve. In zdaj, ker smo želeli biti čim bolj objektivni, smo rekli, da ko bodo obstajali kriteriji jasno napisani strani ustreznega RSK-ja in potrjeni tudi strani RSK-ja za družinsko medicino, ustrezno predani specialistom družinske medicine, ki bodo z njimi seznanjeni in bodo tudi lahko uporabljali, bomo šli naprej in sicer v nobeno kaznovalno politiko. Tukaj piše zaračuna izvajalcu, to pomeni v pravnem jeziku izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kar pomeni zdravstvenemu zavodu, ki je lahko javni zdravstveni zavod ali koncesionar. In tukaj se ne gre za nobeno kaznovalno politiko, za nobeno vlogo, ampak v bistvu gre za optimizacijo dela. Ker, če se eventualno zazna na sekundarni ravni, da je šlo za neustrezno storitev oziroma za neustrezno napotitev in se izvajajo storitve, ki bi se mogle že narediti na primarni ravni, se enostavno ta storitev, ki je bila upravljena na sekundarni ravni, pač zaračuna izvajalca na primarni ravni, seveda to spet pomeni zdravstvenemu zavodu, ki bi v bistvu že primarno mogel to storitev upraviti. In tukaj se nikakor ne spravljamo na nobenega individualnega zdravnika, zdaj bom jaz karikirala. Če jaz izhajam recimo iz zdravstvenega doma OZG Kranj oziroma OZG Gorenjske, se pravi osnovno zdravstvo Gorenjske, in recimo, da sem napisala, ne vem, 10 neustreznih napotitev. In recimo, da moji kolegi na sekundarni ravni rečejo, ok, tole ni bilo v redu, ker si napisala, ne vem, stopnjo nujnosti urgenco, šlo je pa, ne vem, za redne primere. Vse v bistvu bo OZG plačal teh 10 storitev za mene, recimo, kot enega izmed delavcev. Ostali, recimo, bi imeli pa, ne vem, 2 ali pa 3 take, ali pa nobene. In potem se bo direktor usedel z mano in bo rekel, zakaj si ti to naredila in se bomo pogovorila. Takole pa, takole pa, takole. In potem smo imeli med sabo pogovorila, kaj, kako, pa na kakšen način bomo šli naprej. Smo zdaj to zelo plastično razložila, pa upam, da razumete, v čem je poanta. Nobenih blok, nobenih kaznovanj, nobenih, ne vem, poniževanj specialistov ene druge ravni. Enostavno radi bi optimizirali sistem. In zdaj, če vam jaz še eno stvar povem. Pismo, ki so ga zdravniki primarne ravni poslali ven medijam, mi smo ga dobili od vas, opisuje, da so raziskave, ki so jih opravili v zadnjih letih na to temo, ne kažejo tako velikega stopnja napotovanja. Jaz sem od njih izvedela, da je po njihovih podatkih nepravilnih napotitev 6 do 7%. To so pač njihovi neuradni podatki. In zdaj, če se mi malo poigramo z načasom, se v bistvu ga vsi zelo radi citiramo, objavljamo, bom pa zdaj še jaz ga malo uporabila v ta namen. V mesecu decembru je bilo poslanih na dan 17.001 potnic.
Kar pomeni, če mi ekstrapoliramo teh 6 do 7 odstotkov na 17.000 napotnic, pomeni, da je bilo dnevno izdanih 1100 neustreznih napotnic. In če še gledamo, da je bilo v decembru kreiranih 251.741 napotnic, in če damo 6 do 7 odstotkov na teh 250.000 napotnic, to pomeni, da je na mesečni bazi 16.400 napotnic neustrezno izdanih. Jaz upam, da se strinjate, da to ena številka je. Sem pa še eno zelo zanimivo stvar ugotovila. V mesecu decembru je bilo kreiranih 251.740 napotnic, to pa je ista številka, oziroma nekoliko višja številka, kolikor je vseh pacientov, ki čakajo na vse storitve, se pravi na vse ambulantne storitve in na vse storitve, kirurške, internistične, kakorkoli, skupaj. Kumulativno čaka na 1.1.2017 namreč 233.000 pacientov, v mesecu decembru pa je bilo izdanih 251.740 napotnic. Hočem vam povedati, predstavljajte si, v kakšnem obsegu dela mi govorimo. Pa še eno stvar, nedopustno dolgo čakajočih pacientov, vseh skupaj, je na 1.1.2018 58.900, to pomeni 3,5 dni naročanja. V 3 dnevih pa pol se napiše toliko naročilnic, napotnic, kolikor je vseh skupaj ljudi, ki čakajo nedopustno dolgo. Malo sem hotela pač plastično pokazati, da dejansko govorimo o velikih številkah, o velikih obremenitvah, da so specialisti na sekundarni ravni obremenjeni, verjamem tudi, da so specialisti na primarni ravni obremenjeni, ampak da moramo začeti pač enkrat optimizirati delo in nekako narediti pretok čim bolj, bom rekla, laminaren, z namenom, da pride do svoje storitve pacient, tisti, ki jo res rabi, v pravem času, na pravem mestu. Tako da jaz bi zdaj predala besedo profesor Tomšiču, pa vam bo pač povedal, na kak način si predstavljamo, kako bomo pričeli urejevati področje revmatologije. To bi seveda zdaj izvedli, tako sem vam povedala, kot nek pilotni projekt. Po enem letu bi projekt evalvirali, seveda bi ga vmes tudi izboljševali, če se bo to izkazalo, da je potrebno, potem pa seveda eventualno razširjeni na ostane specialnosti, če bo seveda to možno in če se bo izkazalo, da je tukaj efekt. Prosim, da končam. Ja, jaz bom šel kar veliko v srž problema. V zadnjih 10 letih je število napotitev s stopnjo nujnostjo 1 v kliničnem oddelku za revmatologijo se povečalo za 80 odstotkov. In ta ukrep, ki ga je zdaj ministrstvo sprejelo, v bistvu bomo poskušali na nek način optimizirati delo. Kakšna je v bistvu ideja? Ideja je, da z natančnimi navodili družinskim zdravnikom opredelimo, kaj je stopnja nujnosti 1, in želeli bi, da bi v naslednjih mesecih stopnja nujnosti 1 postopno upadala, s tem pa bi postopno verjetno naraščala stopnja nujnost zelo hitro. Kaj s tem pridobi bolnik? Bolnik pridobi to, da ne gre v urgentno ambulanto in čaka 7-8 ur na pregled, če ne gre za urgentno stanje v revmatologiji, ampak gre stopnjo nujnosti zelo hitro, bolnika razporedimo tudi datum in uro pregleda in pravzaprav bolj optimiziramo delo in na ta način se približamo pravzaprav delu, ki bi si ga želeli tako bolniki kot tudi zdravniki. Ko imaš opisala ti kriterije, če boš še povedal? Ja, kriterije imamo v bistvu skoraj dokončno optimizirane. Ve se, da je samo eno urgentno stanje v revmatologiji, to je gigantocelični arteritis, pripravili bomo tudi zelo natančna merila, kaj ne bi bolnik tak imel, ki ne bi imel to diagnozo, tako da bomo na nek način družinskim zdravnikom jasno dali povedati, kakšen bolnik sodi v resnici v urgentno revmatološko ambulanto in enako bo tudi za stopnjo nujnosti zelo hitro in tudi redno. Želel bi povedati, da imamo bolnikov z gigantoceličnim arteritisom, kjer edino urgentno stanje v revmatologiji približno 35 na leto, da pa pogledamo 2500-600 bolnikov v urgentni revmatološki ambulanti leto. Hvala lepa. Vprašanje, prosim, Sabina. Sabina Krnižovna, ali lahko
veste, na kak način boste v obstoječe čakalne vrste za revmatološko ambulanto vnesli povečano število pacientov, za katere pričakujete, da bodo napoteni stopnjo zelo hitro? Ideja je taka, da bi bolniki, ki so zdaj hodili v urgentno revmatološko ambulanto, ne bi več hodili v urgentno revmatološko ambulanto, tam pa še vedno delal zdravnik 2, občasno tudi 3, ker če je prišlo po 23 bolnikov v urgentno revmatološko ambulanto, ni delal samo en zdravnik, ampak smo še iz oddelka poklicali drugega, da smo pač vse pogledali. Zdaj si pa želimo in upamo, da bojo bolniki, ki so bili zdaj z urgentno ambulanto napoteni z stopnjo nujnostjo zelo hitro in bojo pregledani v znotraj 14 dni, manj bo pa bolnikov, ki bojo pravzaprav prišli stopnjo nujnostjo 1. Na ta način urejamo v bistvu sistema. Tistemu bolniku, ki grozi stališče revmatologije izguba vida, ta bo pogledan urgentno, tako kot doslej. Bolnik, ki pa ima vnetje sklepov, ga bo družinski zdravnik tako kot doslej zdravil z nestrpnim antirevmatikom, ne bo prišel danes na pregled, ampak čez 14 dni. Recimo, najbolj pogosta vnetna revmatična bolezen je revmatidni artritis. Na Charité hospital v Berlinu čaka bolnik za pregled pri revmatologu 4 mesece. Kar pomeni tudi, če bo 2 tedna čakal v Sloveniji tak bolnik, pa njem ne bo nastala neka škoda na zdravju. Ampak zdaj so že neke obstoječe čakalne vrste. Jaz vas razumem. Vi mene sprašujete, vi imate za leto in pol vnaprej bolnike razporejene in naročene stopnjo nujnosti hitro in redno. Kam boste zdaj te novo stopnjo nujnosti, ki mora biti znotraj 14 dni? In moj odgovor je, enak kot sem vam že povedal, verjamem, da ne bo več 14 do 18, včasih 23 bolnikov stopnjo nujnosti 1. Zdravnik bo pa še vedno v tej ordinaciji in bomo naročili bolnike v 14 dneh za stopnjo nujnosti zelo hitro in to že delamo. Mi že imamo zdaj v ambulantah, ki je imenovana kot urgentna revmatološka ambulanta, po 2-3 bolnika za stopnjo nujnosti zelo hitro, zato da smo znotraj 14 dneh uspeli organizirati tako bolniki, da bojo pač pravočasno pogledani. Vtis moj je in želja moja je, da bi število urgentnih padlo in se bi dejansko samo osredotočili na tisti, ki imajo urgentno stanje in da bo počasi naraščala napotitev zelo hitro, da pa ne bo nasplošno več bolnikov, kot je bilo doslej. Če pa bojo enako napotovali kolegi v urgentno revmatološko ambulanto in dodatno še enako število za zelo hitro, potem se bo pa sistem seveda sesulo, tako vam rečem drugače. Drugače vam pa povem, da število napotnic stopnjo nujnosti izrazito upada, hitro se pa povečuje. In veste, kaj se bo zdaj zgodilo, da bo redne praktično ne bo več napotitev bojo samo še hitro, pa zelo hitro, pa nujno. Tako da taka je pač prilagoditev. Na redno praktično ne dobimo več napotnic, pa ekstremno redko. Lahko še jaz nekaj vprašam. Jaz zanimam tukaj po vaši oceni, ko gledate vi napotnice teh neupravičenih, recimo za stopnjo nujnostjo nujno ali pa zelo hitro. Zelo hitro nima prav nobenih izkušenj, ker smo mi začeli delati v četrtek na urgentno ambulanto in bo tudi stopnjo nujnosti zelo hitro, pa bom lahko kaj povedal, tako da o tem ne morem komentirati. Zanesljivo bi pa rekel takole. Kot sem rekel, gigantoceličnih arteritisov je okoli 35 na leto, pogledamo pa 2500 bolnikov v urgentni revmatološki ambulanti. Vendar mi nikoli nismo imeli problemov, če pride bolnik v urgentno revmatološko ambulanto s številnimi vnetimi sklepi, pa čeprav to traja samo 14 dni. Nikoli nismo za tega bolnika napisali, ne gre za urgentno stanje v revmatologiji, da smo tem bolnikom pač pomagali. Nas jezi predvsem tele stvari. Da pride bolnik v ambulanto urgentno in reče, 5 let me boli desen kolk, 3 leta pa lev kolk. In pravim, zakaj sem vas pa zdaj napotil, zdaj se odločil, da me bo pač napotil.
Jezi nas, da bolnik napiše, in to sem pač imam napotnico, od včeraj ga boli tale sklep in danes je v urgentni revmatološki ambulanti. Oprostite, ne? To s tem napotovanjem se pa jaz enostavno ne morem strinjati. Če me vprašate, kakšen je odstotek, vam ne vem povedati, ker ga ne beležem, ampak če bi ga beležil in če ne beležim in nimam ustreznih številk, vam pa to težko povem, ker ne bi želel čez prst ocenjevati. Bote še to, a pa te triaže napotnice, te spreminjate glede te stopnje? Triažne, mi vse napotnice triažiramo. Ko bolnik mene kliče ali pa tajnico, kdaj bom pa na pregled prišel, ni odvisno od tega, je stopnja nujnosti hitro, ker imate lahko stopnjo nujnosti hitro, pa bo bolnik čakal na pregled pri nas recimo 6 do 7 mesecev ali pa 2 do 12 tednov. Zakaj? Če na stopnji nujnosti hitro napisani so laboratorijski izvidi, napisano, da ima bolnik vnetno bolečino v križu, da ima nekdo v družini luskavco ali kaj podobnega, potem bo ta zdravnik, ki triažira, napisal, da ta bolnik potrebuje pregled od 2 pa 4 tednov do 12 tednov. To se pravi, da je od tega, kako dobro je izpolnjena napotnica, odvisno, kdaj bo bolnik pogledan. In ko bolnik kliče, kakšna je čakalna doba, mu mi ne moramo reči. Odvisno je, kako je izpolnjena napotnica. Imate napotnico, kjer piše bolečine v vseh sklepih in to je vse, kar piše. In tak bolnik počakal 6 do 7 mesecev, res pa je, da mi striktno zahtevamo od družinskih zdravnikov, da napotnice dopolnijo, da priloži osnovne laboratorijske preiskave, da napiše, kakšne težave bolnik ima. Včasih to napiše, včasih pa tudi ne. Nina, prosim. Nina Knjavzlevnik. Lani ste čakalne dobe pa tudi predlani dokaj uspešno krajšali z dodatnim popoldanskim delom. Koliko računate, da bi se lahko realno skrajšali letos tudi pri stopnji nujnosti redno? In pa še za gospo Medved, ste se z družinskimi zdravniki kaj pogovarjali, zakaj napotijo pacienta, ki očitno ni nujen pod stopnjo 1? So tukaj morda še ostanki protestnega napotovanja tudi, za katerega so se odločili pred časom? Ja, lahko jaz odgovorim. Če je po podatkih vira, pa ne vem, prebral sem v časopisu, da je v zadnjih 10 letih se obseg dela na specialističnem nivoju povečalo za 29%, na primarni praksi oziroma pri družinskih zdravnikih se je pa znižalo za 0,6%, jaz ne vem, kje je vir, prebral sem v časopisu, potem je verjetno res, da nekaj več napotitev. Zdaj je to iz protesta ali z česa drugega vam jaz ne vem povedati. Dejstvo pa je, če lahko sem tole razširil, ker to se morda vendar ne sliši prav pogosto. V resnici imamo v Sloveniji 25% manj zdravnikov, kot je povprečje EU-ja, damo 30% manj denarja, kot je v povprečju OECD-ja, imamo glede na OECD 22% manj zdravnikov, zaprav, da je ta zdravstveni sistem preobremenjen. Poleg tega smo uspeli v zadnjih 10 letih zelo omajati zaupanje med bolnikom in zdravnikom. In ko družinski zdravnik po 30. bolniku nekdo zahteva pregled, zelo težko mu ta pregled odkloni, zaradi tega, ker je izčrpan in ker se boji, da bi kaj spregledal. In to sem že povedal, gre za defensivni način medicine, ko za vsak slučaj, ali pa da ne bom kaj spregledal, bolnika pač napotijo še na sekundarno in terciarno raven. In to so težave, ki so v bistvu razumljive in v bistvu so tako bolniki, kot tudi zdravniki na vseh nivojih lahko zelo, zelo v stiski. In ni samo, da urgentno ambulanto pošiljajo prekomerno zdravniki družinske medicine, to so tudi specialisti neurologi, ortopedi, okulisti in infektologi. In to lahkotnost predpisovanja je seveda in večanje števila bolnikov tudi pri nas na nekem načinu, moramo reči, tele pa verjetno, če bo šlo še malo naprej, bo pa sistem razpadel. In veste, kaj se bojim? Da bo dober sistem, ki pa tej bolezni, ki sem jo že omenil, pri nas oslepi 5,6% bolnikov, v Londonu
leta 2013 pa 37% bolnikov in potem, ko so optimizirali zdravljenje, še vedno oslepi 9,7%, jaz se bojim, da bi za te bolnike ne uspeli več dobro poskrbeti. Zato, ker bo ostalih prekomernih napotitev enostavno preveč. In v bistvu v vseh svojih 17 letih, kar sem predstojnik, sem se zavzemal za to, da bi bilo optimizirati zdravljenje bolnikov za vnetno revmatično boleznijo. Številke kažejo, da na nek način nam je to uspelo. Je pa to stalen proces. Optimizacija ni od danes do jutra. To moraš non-stop delati. To ni rigiden sistem. Stalno se moraš prilagajati, če želiš, da stvari na nek način tečejo tako, kot tečejo. Je možno kakšno večje skrajšanje čakalnih dob letos? Dvom. Razlogov je pa več, ker so ti naši kolegi v bistvu v resnici preobremenjeni po številkah, ki bi vam lahko, če vas zanimajo za 10 let, kako so naše storitve šle v nebo. Nisem čisto prepričan, da je še velika želja, da bi pač to delali. Se bomo pa s kolegi pogovorili in vam bomo pač povedal, če se bomo še za to odločili. Še z nekaj vprašam. Mislim, vse to mi razumemo, kar ste zdaj povedali, ampak očitno ni ta prave še komunikacije s to osnovno ravnijo. Če pišajo na vse medije, če pišajo javna pisma, če pravijo, da v bistvu ni nobenih odgovorov na njihove, pač mislim na družinsko medicino, zdaj se jih podpala tudi vse zdravniške organizacije, nekaj vse ne štima, nekega stika ni. Če mene vprašate, jaz mislim, da bi se morda dalo boljše skomunicirati to spremembo. To je moja stvar. A se samo za področje revmatologije natančno seznanjenje, recimo, da vejo, kaj bojo od danes naprej ali od jutri, ali ko bo pač ta splošni dogovor začel veljati, kaj bojo dobili, oziroma bo sistem teku, ne? Mi bomo definitivno dali strokovna priporočila. Še niste. O tem smo že govorili. Ne, bom jaz povedala, to je pa moja stvar. O tem smo že govorili. Povedala sem, pa bom še enkrat povedala. Splošni dogovor smo dali najširši člen. Splošni dogovor ni čistopisa, niti ne velja. Ampak ni še čistopisa, čistopis še ni objavljen. Razpolagamo z vladnim gradivom. Povedala sem vam prejšnji teden, vsem javnim zdravstvenim zavodom, vsem ostalim zdravstvenim zavodom smo poslali dopis in smo jasno napisali, da začenjamo z revmatologijo. Ko bodo njihovi kriteriji, ki jih bodo pripravili, usklajeni z RSK-jem za družinsko medicino, primerno skomunicirani s primarnim nivojem, opravljene edukacije, bomo zavrteli pilotni projekt. To sem vam prejšnji teden povedala. In še enkrat stojim na istem. Zdaj sem vam še enkrat povedala. Upam, da se razumemo. Se pa strinjam, da je komunikacija slaba. In veliko problemov izhaja iz tega. In zato smo v splošni dogovor dali možnost e-posveta, e-konzultacijo, o čemer nihče ne piše. To je ena potnica za svojo VZS šifro, ki v bistvu ima oddajanje fiktivnega bolnika in ta napotnica prileti v urgentno oziroma v ustrezno ambulanto. In v tej ambulanti zdravnik na sekundarnem nivoju odgovarja svojemu kolegu, kaj predlaga, da se s tem pacientom naredi. Hvala, ker pišete, ker to je to. To je dvojno. Po eni strani spodbujamo komunikacijo, po drugi strani pa urejamo sistem oziroma ga optimiziramo. Dejstvo pa je, da komunikacija res ni v redu in jaz si predstavljam, da pa prav ta, v bistvu njihovi kriteriji, sklani RSK, recimo z revmatologijo konkretno, in potem seznanjeni s temi kriterijami drugi sorodni RSK, se pravi razširjeni strokovni kolegi za družinsko medicino, da se bo tudi v bistvu komunikacija na ta način vsaj začela vzpostavljati, pa vsaj, da bomo pričeli v bistvu enak jezik. Kdaj predvidoma se bomo to zvolili, da bo začel veljati, oziroma da se bo začel ta pilotni projekt in vse skupaj? Ali pa kdaj bo začel splošni dogovor veljati? Splošni dogovor bo začel veljati, ko bo čistopis. Zdaj točno ne vem, to bo verjetno ko. Ne vem, zdaj točno kako je. Običajno po tistem, ko je sprejet na vladi, ali ne vem, da se čistopis. Tako, no, evo ga, zdaj čistopis jo pripravi, to vem. Ko bo to veljalo, kriteriji so njihovi pripravljeni, morajo pač v potrditev, ko bodo šli v potrditev, se bo treba sklicati, da bi jih bo treba poslati RSK za družinsko medicino
se bodo dobili, potem, ko bo vse skupaj usklajeno, se bodo naredile izobraževanje, tako da, če povem recimo na palec, v drugi polovici leta. Jaz sem govorila v zadnjih dneh z nekaj družinskimi zdravniki, pa ne z funkcionarji, če bi tako rekla, ampak s tistimi, ki se pravzaprav za to niti ne zanimajo. Pravijo, da se jim je izredno oziroma do neke mere povečalo število pacientov in da gledajo redno vsak dan 75 ljudi, 70 do 75, in da ne gledajo več ljudi, ne gledajo več tega, ali imajo luskavico ali ne, ampak samo še izpolnjujejo v računalnik tele napotnice in da niso zmožni izvajati še neke dodatne komunikacije s specialisti, ne vem katere medicine, in tudi, da več tega ne zmorejo in ne vejo, kaj ne naredijo. In pravzaprav jaz sprašujem pravzaprav v vašem imenu, v imenu bolnikov, ki hodijo nazaj, ker obisk se je povečal, odkar je začel veljati zakon o pacientovih pravicah, ker hodijo ljudje z napotnicami nazaj. Ne veljajo napotnice, ki so bile izdane decembra, več ne veljajo, in napotnica, ki je zelo hitro, v 5 dneh ni sprocesirana, pride nazaj. Se pravi, zdaj vsak dan okoli 10 ljudi pride nazaj in teh 10 ljudi pač obremeni dodatno te zdravnike. Jaz to verjamem, da je 75 ljudi na dan meni težko pozdraviti. Nisem še nikoli pozdravila 75 ljudi v življenju na dan. Tu se jaz moj strinjam. Kaj boste vi naredili kot ministrstvo, ki ste ta zakon sprejeli in ste ga naredili? Seveda je zdaj, ker je tu velika sistemska sprememba, normalno, da je zdaj dodatno delo. In jaz lahko na tem mestu opravičujem vsem zdravnikom, da imajo zdaj dodatno delo. Ker, če gre za zapadlo napotnico, naj ne piše seveda novo. In se strinjam, da imajo zdaj neko dodatno delo. Se strinjam. Ampak, če želimo mi začeti urejati sistem, če želimo dejansko začeti urejati dolge čakalne vrste, ki se nam generirajo, vidite, koliko je napisanih napotic dnevno, pač moramo enkrat začeti. In začeti moramo pač z nule. In ker začnemo z nule, ker moramo resetirati sistem, imajo zdaj momentalno bojo imeli seveda nekaj več dela, ampak to bo verjetno trajalo mesec, mogoče največ 2, potem pa pričakujemo, da se bodo razmere uredile. Glede na to, da pač razpolagamo s takim zakonom, se pa strinjam in vem in me je podozanih, da imajo dodatno delo z temi bolniki. Imajo. Se ne gre kaj pa bolniki. Recimo, tale predstojnica, vaša kolegica od nefrologije je rekla, da so dva pacienta skoraj umrla predvčerajšnjim, ker E-sistem ni delal in ga ni mogla poslati naprej. Ona ga ni mogla poslati iz svoje sobe v eno nastropje višje ali nižje, ker sistem ni delal. Kaj naredi? In potem je pacienta morala poslati nazaj k osnovni zdravnici. Kaj naredi? Sigurno ne. Mislim, kaj ima pacient naredi? Stopnja nujnosti ena se piše še kar netiskano napotnico. Ne, zelo hitro napotnico. Potem pa ni mogel umreti. Ja? Saj ni rekla, še vprašanje? Ne. Nataša, prosim. Dejali ste, da ne boste sankcionirali posameznih zdravnikov, pač pa zavode, da če bo šlo kaj narobe, se bodo sedli z njim, pogovorili in tako naprej. A ste prepričani, da se bodo zdravniki pogovarjali, kar nekoliko in tolerirali, bomo rekli, te neprimerne napotitve, se ne bojite, da bi kakšen zdravnik odšel, zato ker bi mogel pojasnjevati, zakaj se odločil tako, kot se odločil? Čem? Vi v konkretnih primerih govorite. Jaz govorim o sistemu. Kriteriji se bodo dorekli, tako da lahko s vami verjete malo bolj narazen, da jaz se lahko skozi govorim. Kriteriji se bodo med sabo dorekli. Med sabo bo RSK za ustrezno specialnost, konkretno z revmatologijo, se uskladil za RSK za družinsko medicino. Ko bodo kriteriji dorečeni, bo to ustaljeno in se ne bomo na primerih pogovarjali. Za vsak primer, za vsakega bolnika je odgovoren še vedno in samo njegov zdravnik. Na sistemski ravni urejamo. Dali ste primer, da ste upravno, da ste... To je pa, ne za vsako napotnico. Vidite, da me spet niste me dobro poslušali. Če bom jaz izmed, ne vem, 10 zdravnikov odstopala, pa bo imeli vsi, ne vem, neko povprečno število neustreznih napotitev, zdaj karikiram, 0 ali pa 1, jaz jih bom imela pa 10, je normalno, da se bo moj direktor, če bo želel urediti sistem z mano, želel pogovoriti, če se pa ne bo želel, se pa pač ne bo. To je stvar posameznega javnega zdravstvenega zavoda, na kak način bo to urejal. Jaz bi sem nekaj vprašala, a bi se lahko, gospa Medvedova, mogoče vi v imenu, zdaj ste se upravičili zdravnikom, a se upravičujete tudi bolnikom?
ker bolniki hodimo sem pa tja zdaj, ne, iz Slište, UKC-ja v osnovno zdravstvo, eni nimajo v Ljubljani zdravnika, eni imajo recimo, ne vem, kje zdravnika, v Grosupljem. Poslušajte, jaz se strinjam. A si želimo, da se ta sistem popravlja? A si želimo? Ali si želimo vsak dan obmetavati drug drugega, da imamo dolge čakalne vrste? Si želimo, da ga uredimo? Si ga želimo za dobrobit bolniku, da ga uredimo? Želimo si. Ampak to je trenutno prehodno obdobje, ko ga moramo preživeti vsi skupaj. Še vprašanje Štila? A ste se vi, preden ste ta člen sestavili, pogovorili z družinskimi zdravniki in posvetovali, oziroma mogoče njihovo mnenje, kako bi bilo to lahko uredilo, oziroma kaj so razlogi, da napotujejo? Glede na to, da je zdaj tako razburjenje med njimi, zgleda, da so pač to zvedeli z medijev oziroma čez noč. Ne. Seveda sem se pogovarjala z družinskimi zdravniki, s posamezniki, pogovarjala sem se tudi z zdravniki na višjih ravneh, z vsemi smo se pogovarjali, ne samo jaz. Ampak to je bila cela skupina in to ni členi nastavi iz danes na jutr, tukaj je bila zraven tudi zavarovalnica in vsi. In vsi zdravniki, s katerimi sem se pogovarjala, seveda na individualni ravni, so se strinjali, ker so razumeli člen in ker so mi pač povedali, da se strinjajo. Zdaj, skupinski odziv je tak, strinjajo, včeraj sem jih ponovno vprašala, poklicala, povedala še enkrat, da gre za primer revmatologije in se z mano spet strinjajo. Po telefonu, ne bom povedala. Družinski zdravniki. In se zdaj z mano spet strinjajo, zdaj bomo videli pa, kako bomo šli naprej. Če to en družinski zdravnik ni reprezentativen, cela skupnost, zato, ker so dali negativni odziv, smo še enkrat tukaj pred vami, še enkrat razlagamo. Povemo, da je to za primer revmatologije. Profesor vam je lepo razložil, kaj mu grozi, če se ne bo stopnja nujnosti nujno pričela nekoliko manj pisati in da se bo več pisala stopnja nujnosti 2. Tudi za pacijente je to v redu, ker bi v 14 dnevih lahko prišli na vrsto, dobili bojo datum pa ukrone, nujno pa ne moš planirati. Lahko jih je en dan, jih je lahko 6, drugi dan jih je pa lahko, ne vem, 35 za stopnjo nujnosti 2, pa vemo, koliko jih bo prvi in se lahko lažje organizirajo. In če se vam zdi to, če se jim pač sprašujem, če se jim zdi to v redu, bomo šli s tem projektom naprej, ker pač nekako moramo urediti sistem. Se mi ne bi tega sistema uredili, če mi ne bi imeli težave s čakalnim vrstam. Mislim, da je strokovna direktorica zdravstvenega doma Ljubljana tudi nasprotuje. Se pravi, kako lahko to naprej potem nek konsens bo dosežen. Pa mislim, da je ona tudi včeraj v eni izjavi rekla, da je 20% več obiska tudi v zdravstvenem domu. To sigurno v naših podatkih ne, oziroma to so bili podatki NIJZ-ja, pač po teh podatkih ne, pa to je zadnji mesec. Seveda, ker zdaj so izredne razmere, ker je pač zakon začel veljati. Seveda, se strinjam in mi je hudo, ampak bomo to zmanjšali in se bo vse skupaj umirilo. Ne želimo nikoga tukaj obtoževati, karkoli. Mi želimo samo, dajte vi nas pogledati z vidika sistema. Z vidika sistema je dejstvo, da se nam pogleda 250 000 napotnic je napisanih v enem mesecu. Se vi predstavljate tukaj tega? 250 000 napotnic je napisanih, mi tukaj moramo, pač če se da pa 1% optimizirati, zaradi tega, ker dejansko nimamo dosti resursov. Sicer pridobivamo zdaj dodatno zdravnike, ampak to ne bo iz danes na jutr. Načeloma lahko pustimo sistem primeru, pa ne vem, se nam bo generirala vrsta, ampak tukaj se gre zaradi pacijentov. Tukaj se ne gre, to ni politično vprašanje, to je vprašanje pacijentov, ker dejansko za vsako številko, ko je tukaj le imamo, nekdo čaka. Ni prav, da čaka. In zaradi tega je treba z vidika sistema nekako to umiriti, če se le da vse nekaj. Ampak 75 bolnikov na dan ne moš natančno pregledati, da bi to letos smo mi dali. A veste, koliko smo mi letos dali v primarni nivo denarja? Zdravnikov. Mi smo, vsak zdravnik je dobil možnost letos, da dobi svojo referenčno ambulanto. Dodali smo dodatno ujočitve, da lahko izvajajo še vedno urgentno službo, da se jim lahko služba ločuje. Za vse 3A urgentne centre. Dodali smo 35 timov dodatnih za družinsko medicino. Razpisali smo specializacij, že v prejšnjih letih se je tu videla razpisovanje specializacij, da bo drug let 110 novih specialistov, letos jih je pa ne 50. Delamo na vseh nivojih, delamo, ker se zavedamo, da oni v večini v stiski pišejo napotnice in nihče nikogar ne obtožuje. Ampak enostavno je treba na večjih vstopnih točkah, bom rekla, zagrabiti sistem in ga probati pač umiriti, ker imamo dober sistem.
Mi imamo družben sistem, ki je nažalost pač preobremenjen in ga moramo pač razbremeniti, pomalem na vsaki točki. Zaradi česa? Zaradi pacientov. Jaz bi samo da pojasnite točno, da bo razumljeno. Vi ste rekli, da sta člen oziroma splošni dogovor bo začel veljati v roku enega meseca po zapis. Rekli ste, da začenjate s pilotnim projektom revmatologijo. Kaj pa za druge specialnosti? Se pravi, ta sankcija ali karkoli, če bo napačno napoteno, ne bo začelo veljati. Če je pristojni razširjeni strokovni kolegi za določeno specialnost potrdil kriterije, dvomim, da bo kjer od RSK-ju čez en mesec potrdil kriterije, pa jih dal pregled in potrdil RSK-ju za družinsko medicino. Tega ni in tudi ni predvideno. Drugo vprašanje pa v tem členu piše, da zdravnik, ki bo napotoval. Torej, vedno se pogovarjamo o družinskih zdravnikih, ampak vendar je ta člen velja za katerega koli zdravnika, ki bo napisal. Tako, tudi sekundarne javne terciarne nivo, res je. Dobro, hvala lepa za dodatne